natančno nikoli razjasnjeno in tega je vse preveč. In to v NATO gre naši fantje. In jaz bi želela ministra vprašati, če mogoče ima on tudi sina, da se boji do njega. Ker se vse mame, vsi očetje bojimo in jaz bi hotela malo konkreten odgovor zaradi varnostnih vojakov, ker v vseh časopisih piše samo, da je bila pač samomor in jaz tega ne verjamem. Hvala lepa. Gospod minister, mogoče, če se navežem, v zadnjem času ste res imeli v Slovenski vojski kar precej samomorov, odmevni so bili v zadnjem času recimo 10 dni kar 3. So ti samomori raziskani in kaj ste ukrepali kot minister? Mislim, najprej moram povedati, da samomore raziskuje Ministrstvo za notranje zadeve. Mi dajemo samo vse ustrezne podatke, kajti samomor je neka človekova osebna odločitev. In večkrat seveda to proučujemo iz različnih zornih kotov, tudi mi. Letno je tam do 6 do 7 samomorov se zgodi v Slovenski vojski. Žal je to populacija, mladina in v vojsko prinese vse dobro in vse slabo. Koliko samomorov pa je bilo že letos? Torej letos so bili 3, če se ne varam, kar pomeni, da bomo tisto letno številko žal dosegli. Nekaj samomorov in to seveda je tisto, na čemer bi se tudi jaz zamislil, je v tem, da so samomori recimo pred koncem služenja vojnega roka, takrat, ko je pravzaprav treba počakati še nekaj dni in bi se te fantje šli domov. Torej, o tem argumentu bi bilo treba dobro razmisliti. Drugače, seveda, jaz moram policiji verjeti in to niso ne umori, ne nesreče, verjemite, vsaka je zelo natančno raziskana. Imeli smo pač eno nesrečo v celem letu, to je na Počku, o tem smo že dosti govorili, drugih nesreč pa ni bilo. Moram pa tudi povedati, da se je nekaj vojakov ponesrečilo, ko so bili doma čez vikende. V nekaj v avtomobilski nesreči, tudi mamila in tako dalje. Torej, mi imamo pač populacijo, ki pride v vojsko z vsemi temi, kar ta populacija od 19 do 22 seboj nosi in to prinese seboj. 6 mesecev je zelo kratek rok vplivati na človeka in na njegovo osebnost in duševnost. O primeru samomora, ko se je vojak ustrelil v carinski coni BTC v Ljubljani, je vojak nekje dobil puško, naboj in se ustrelil izven vojašnice. Takrat ste dejali, da v bistvu gre za več ali manj klasičen samomor in da je orožje vojakom, slovenskim vojakom tudi, ki se med urjenjem v bistvu lahko dostopno in da lahko pridejo tudi do streliva. Ali ne bi tukaj vendarle kazalo poostriti nadzora in povečati te varnosti? Sigurno je nadzora nikoli ni premalo. Preveč, pardon. Prej ga je kdaj premalo. Vojaki so pač na usposabljanju z orožjem in orožje jim ni nedosegljivo. Seveda lahko zdaj naredimo neke možnosti, samo če nekdo po vsej sili želi do tega priti, potem do tega pride in si izbere pač lahko taka drugačen samomor. Na ognjenem položaju, ko se strelja z rafalsko streljanje, potem ali je eden cel rafal do konca ustrelil ali ne, ga zelo težko kontrolirate. Tako da lahko pride do izmaknitve tega, stvari niso jim čist nedosegljive, ker so ampak seveda ni zdaj problem, kako do orožja priti. Problem je, zakaj je nekdo pred koncem služenja vojaškega roka prišlo do samomora, kaj se v teh fantih dogaja, ampak to je pa seveda širši problem. Mi smo imeli enkrat en teden, ne vem, 11 samomorov, pa ne v vojski, ampak v celotni populaciji. To bi se morali od pedagogov do nas in do vseh, predvsem pa tudi starši, malo zamisliti nad tem, kaj se pravzaprav v mladih ljudeh dogaja. No, o vzrokih bodo najbrž lahko odgovorili samo, bi žal lahko odgovorili samo tisti, ki so se za ta korak odločili.
Mogoče samo še za konec. Ob samomorih so zanimive ugotovitve raziskave Fakultete za družbene vede o odnosu mladih do Slovenske vojske. Ta je pokazala, da kar 68% mladih želi služiti vojaški rok, skoraj polovica pa je pripravljena z orožjem braniti našo državo. Celo kaže raziskava, da mladi ne nasprotujejo obveznemu služenju vojaškega roka in ne bi nasprotovali podaljšanju vojaškega roka. To je nekako z vojaško-obrambnega stališča kar spodbudno. Kakšen je po vašem mnenju lik slovenskega vojaka danes v tej družbi in ali je na nivoju pričakovanja? No, jaz bi pravzaprav rekel takole, to je razveseljiv podatek. To je zelo spodbudno, da je ta patriotski duh vendarle v mladih ljudeh, da se odločajo in da imajo to zavest, da je vendarle obramba neka dolžnost. Moram pa seveda povedati in morda tudi mami, ki je klicala malo prejle. Vsi naborniki, niti eden, torej ne samo, niti eden nabornik ne gre izven domovine. In v vseh teh operacijah v NATO, v Albaniji, na Cipru in tudi v tistih, ki še v bodočnosti bojo, ne morajo iti tja naborniki, niti rezervisti. Pač pa samo profesionalni vojaki, ki se za tako misijo prostovoljno odločijo in ki so si izbrali kot svoj poklic, pač da so vojaki in da se s tem profesionalno ukvarjajo. Kar pomeni, da ni bad, da bi v NATO ali v enote NATO kamorkoli pošiljali sinove, ki jih imamo in ki jih pošljemo na služenje vojaškega roka v Slovensko vojsko.